glavne. Ja, evo. Ja, jaz nič ne vidim, a veš. Vse za plesati že ne rabim, ne. Pa na pamet jo. Ker nisem se znašla, da bi čekrček vzela. Dobro jutro. Spet ne vem, kaj malo bližje. Ja, glej no. Malo bližje. Malo bližje in od peta. Ja, daš išlo, ja. Govorim, kako bo zacne, se pa se demo spredi. Ne, gori, no. Ženka ne gre zraven. Lojska, ta pa ne bo parjel. Ne? Dobar je za kjer ga. A se vse not? Esta pa sam dve, ni bila galerija. Kje je moja? Ja, privzem, to privzem. Tam bila še slikajo, tam bila še ena gospa pripravljena. Moja rekel, da smo tam na razstavlja. Si to prav čas. Spet nisem na sliki. Ne zamadiva, samo jaz drug. Ja, Sara manjina zbirala pa. Tega pik pa se. Vrstnih hišča. Sami želijo.
pa naprej pejte, jaz smo bolj slišali, tako lepo. Tako najprej lep pozdrav vsem romarjem k Sveti Nordburgi. Tako ohranjate, spodbujate in živite tudi romanje k Sveti Nordburgi, da bi si res v današnjem dnevu na nedeljo Marijinega rojstva priporočili, da nas ona spremlja v življenju. Zato bomo prejeli sedaj poseben blagoslov romarjev, potem bomo pa skupaj v cerkvi svetega Mohorja in Fortunata, kjer je v stranskem oltarju Sveta Nordburga, darovali sveto mašo prav za blagoslov. Vse gospodin, potem tudi vsega drugega kmečkega dela, pa tudi že hkrati zahvala za vse darove, ki smo jih letos že pobrali, jih bomo še pobrali na naših poljih. Pa začnimo naše romarnje z križem. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsem častilcem Svete Nordburge najprej lep pozdrav. Z velikim veseljem vas pozdravljam pred župnijsko cerkvijo Svetega Mohorja in Fortunata. V cerkvi ima Sveta Nordburga posebno mesto, svoj oltar, kamor so naši predniki že pred več kot 200 leti prinašali svoje prošnje in zahvale. Tudi vas na poseben način spremlja povezano z njo. Naj zgled Svete Nordburge in njena podoba, ki ste jo prinesli v svojem praporju, v svojem banderu, vabi hoji za Jezusom. Ona je nesebično hodila za njim, tudi vi služite ljudem. Prosimo tudi za vas romarje. Spoštovani romarji, na priprošnjo Svete Nordburge, svete žene, prejmite obilo milosti, uslišanj, ter vas njena nesebična predanost služenju Bogu in ljudem spremlja in usrečuje vse življenje. Blagoslov vsemogočnega Boga naj pride na vas in na vas vedno ostane. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako zdaj vas pa lepo povabim, da gremo v našo župnijsko cerkev, kjer bomo skupaj darovali sveto daritev.
našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dragi brati in sestre, zbrali smo se v naši župnijski cerkvi na praznik Marijinega rojstva, Mali Šmaren. Vsi poznamo pregovor, mala Maša za sukno vpraša, a ne, tako tudi leto se je zdaj saj malo že skladilo, malo se bo še, tako da bomo tudi ta pregovor nekako občutili. Sicer smo prišli sem, da se zahvalimo Bogu za nebeško mater Marijo. Lepo pozdravljeni med nami tudi vsi častilci in romarji k sveti Nordburgi, ki je sozavetnica naše župnijske cerkve svetega Mohorja in Fortunata in sicer je v stranskem oltarju. Vemo, da je bila vzor služenja, prav tako po vzoru nebeške matere Marije in je vedno gledala, kako bi lahko svojim bližnjim stala ob strani. Tudi nas, bodisi mlade, katerih teden začenjamo ta teden, vemo, da začenjamo teden mladih, tudi že v pripravo na Stično, kjer se bodo zbrali v soboto 20. septembra, pa tudi začetek šolskega katehetskega leta, ko smo pravzaprav vsi odgovorni, kaj bomo posredovali našim mladim, ki nas večkrat že oni spodbujajo k hoji za Gospodom in pa seveda predvsem otrokom, da bi tudi v nas videli tisti zgled služenja, kot ga je imela sveta Nordburga. Da bomo vredno darovali to sveto daritev in izprosili milosti, se pokesajmo svojih grehov. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega odpustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Naj nas to praznovanje utrdi v milosti in tvojem miru.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija. Recite njim, ki so plahega srca, bodite močni, nikar se ne bojte. Glejte, vaš Bog, maščevanje prihaja, Božje povračilo, on prihaja, da vas reši. Tedaj bodo spregledale oči slepih, gluhim se bodo odprla ušesa. Tedaj bo hromi skakal kakor jelen, jezik nemega bo vriskal. Kajti v puščavi se bodo odprli vrelci, v pustinji potoki. Goljava bo postala jezero, žejna dežela vrelci voda. To je Božja beseda. Moji bratje, svoje vere v našega Gospoda Jezusa Kristusa, Gospoda veličastva, ne združujte s pristranskostjo. Če pride k vašemu shodu mož z zlatim prstanom v sijajni obleki, pride pa tudi revež v omazani obleki in se ozrete na tistega, ki nosi sijajno obleko, te rečete, sedi sem kaj na udoben sedež. Revežu pa rečete, ti stopi tja, ali sedi k mojim nogam. Mar niste delali razlike med seboj in sodili po hudobnih nagibih? Poslušajte, moji ljubi bratje, ali ni Bog izbral tistih, ki so revni na svetu, da so bogati v veri in dediči kraljestva, ki ga je obljubil vsem, ki ga ljubijo. To je Božja beseda. Evangelij kraljestva, ozdravlja vsakovrstne bolezni med ljudstvom. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidon proti Galilejskemu jezeru.
posredi pokrajine deseteronomestja. Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da položi roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: Efeta, to je odpri se. In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne povejo. Toda bolj, ko jim je naročil, bolj so oznanjali in na vse so začudeno govorili. Vse prav dela, gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi brati in sestre, spoštovani romarji, tako kot je rekel prerok Izaija, budite močni, nikar se ne bojte. Recite njim, ki so plahega srca, glejte, vaš Bog je tukaj. In poglejte, vsako leto, zdaj že 7 let oziroma že 8 let zapored, prihajate, poromate k sveti Nordburgi, pa ne zato samo, da bi ohranili stare navade, tiste lepe navade naših prednikov, ki so večkrat na leto poromali v svetišča, kjer so imeli svoje zavetnike, predvsem pa morda k Mariji pomagaj na brezje, pa tudi tukaj vemo, vsaka cerkev ima skoraj Marijino podobo, da bi tam dobili to moč za svoje življenje. Vemo, da v današnjih časih, kot vedno, človek to potrebuje, morda še toliko bolj, prav zaradi mnogih spoznanj in zveganosti, ki se nekako pojavlja v človeštvu, pa tudi v človeku vsakemu osebno. Kajti vemo, da tiste osnovne vrednote, ki jih je Bog položil v stvarstvo in jih položil že v zakonitosti narave, pa potem tudi dal človeku, da jih spoznava, da na njih gradi svoje življenje, ostanejo večne. Čeprav seveda jih mora človek vedno na novo odkrivati, osmisliti in seveda tudi z svojimi spoznanji potem obogatiti in z njimi živeti. Danes, z današnjim dnem Marijinega rojstva, začenjamo tudi teden mladih. Zato še posebej mlade pozdravljam, ki so nam tudi lepo zapeli na koru in ki se nekako pripravljajo že tudi na novo pastoralno leto, ko ga bodo nekako začeli v Stični, kjer bo več tisoč mladih zbranih, da bi si odgovorili na tisto vprašanje, zakaj on, zakaj Jezus Kristus že 2000 let nekako spreminja človeka, človeško zgodovino in vidimo, da brez njega verjetno vprašanje, če bi svet sploh še obstajal. Kajti kljub temu, da vemo, niti rekli, kristjani nismo veliko boljši kot do drugi, niti recimo cerkev ni tudi brez greha in napak, vendar kljub temu pa vidimo, da tisto osnovno oznanilo, ki ga slišimo v Božji besedi, ki ga beremo v evangeliju, premika svet na boljše. Morda počasi, vendar vztrajno. Tudi odnos, odisi do žene, do družine, do recimo prav odnosov med ljudmi. Danes smo slišali, kako je treba imeti do vsakega človeka tisto dostojanstvo, ki ga mu Bog daje že s tem, da je človek in da je del tudi ustvarjene narave. Tudi živali, tudi narava mora imeti svoje dostojanstvo, tisto, ki je dal Bog, tisto mesto. Kajti vemo, tako je rekel sveti Avguštin, če postavimo Boga na prvo mesto, njegove zakonitosti in vse tisto, kar nam on daje, potem bodo vse stvari na pravem mestu. Kolikor pa človek hoče rešiti stvari samo za svojo, bodi si pametjo, iznajdljivostjo,
včasih tudi na račun drugega človeka, takrat se začnejo stvari zatikati, pa bodi si v medsebojnih odnosih, bodi si v moralnih pogledih ali seveda tudi ekologiji in pa mnogih stvarih, ki se jih človek danes že kar dobro zaveda, vendar še ne ve, kako jih bo reševal, ali pa začenja morda mnogokrat po neki slepi poti, tudi trud je nekaj, vendar kasneje spozna, da mora začeti prav v tem, da gradi odnos s stvarnikom, s Bogom, spoznava stvarstvo, uporabi vse svoje zmožnosti od razuma, čutil in vsega, da bi to spoznaval in potem seveda prosi tudi blagoslova. In vi ste danes zato prišli sem, da bi prosili blagoslov za svoje osebno življenje, za svoje družine in konec koncev tudi za narod in svet in za vse, ki preživljajo take ali drugačne težke trenutke. In vemo, da sveta Nordburga je bila nekako vzornica tega. Čeprav skrita, rekli žena, gospodinja, takrat verjetno v svetu ni bila nič poznana, vendar pa je ustrajala na svoji poti in kljub včasih zapostavljanju seveda zopet znala na prav način služiti in odgovoriti Božjim pobudam. Vemo, največkrat je upodobljena prav, kot so jo umetniki upodabljali s srpom, ki ga je dvignila in rekla gospodarju, če bo ta srp ostal v zraku, potem moramo spoštovati nedeljski počitek. Če pade na tla, potem ni mojega gospoda, morda malo drzna preizkušnja, ki gotovo recimo kaže na to, kako je zaupala v Boga, vendar Bog jo je slišal. Srp je ostal v zraku in nekako pokazal, treba je spoštovati nedeljo, takrat niti sebi ne odvzeti tega počitka za nove moči v naslednjem tednu in razmisleka, niti drugemu tega kratiti, kajti vemo, da je to zelo, zelo pomembno. Mnogi sistemi so že poskušali na 10-dnevni delavnik ali sploh brez počitka ali kakorkoli, vendar tam človek hitro pomaga in se nekako utrudi. Pa tukaj ne gre samo za nedeljski počitek, gre tudi za tisti čas, tisti milostni čas, ki si ga človek vzame za Boga, za molitev, ki je pravzaprav pogovor z Bogom, razmisliti, kaj mu Bog želi pokazati, dati v njegovem življenju in potem seveda z novimi močmi, da gre in sodeluje prav z Božjim stvarstvom in z tem, da gre za Gospodom. Naj nas sveta Nordburga, pa predvsem tudi nebeška mati Marija, katere kot dobre mati danes praznujemo rojstni dan, se tega še posebej veselimo, da ste se letos izbrali ta dan in poromali tukaj v našo župnijsko cerkev svetega Mokorja in Fortunata. Naj nas vsi svetniki, predvsem pa nebeška mati Marija spremlja, da bi šli skupaj na poti za Gospodom. In zato tudi sedaj skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, duš od duši, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva začeto in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se vtelil po svetem Duhu iz Marije Device in postal človek, bil križen za nas, in bil položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici očetovi in po svet prišel slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega Duha, Gospoda, ki doživlja, ki izhaja z očeta in Sina, ki ga z očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih in eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznamo nekaj odpuščanja grehov in
sestre, Kristus je naša luč na poti življenja in naša rešitev. Zaupno se mu bližajmo in ga skupaj prosimo. Jezus, gluhonememu si vrtni vzdajatavje. Vzdajatavi tudi nas, da bomo slišali tvojo besedo in jo uresničevali v življenju. Da svetljuj tiste, ki učijo mlada srca tvoje blagovesti, da bodo pritegnili vse, ki se spet zbirajo v veroučni šoli. Poživljaj v naših družinah smisel za skupno molitev, da bo združevala vse njihove člane v ljubezni do tebe. Obudi v naši župniji nove duhovniške in redovniške poklice, da se bo širilo tvoje kraljestvo. Sprejmi dobrotno k sebi vse rajne, ki so umrli v tvoji milosti, da bodo uživali neminljivo srečo. In še po osebnem namenu prosimo Gospoda. Gospod Jezus, usliši naše prošnje in nas podpiraj, da bomo poslušali tvoje navdihe in ti zvesto služili zdaj in vekomaj. Dobri oče, po Mariji je tvoj sin postal človek, kar ji časti devištva ni zmanjšalo, temveč ga je posvetilo. Zaradi njegove daritve nam odpusti grehe, da bo naša daritev tebi prijetna, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti oče, vsemogočni večni Bog. Na praznik Marijinega rojstva te hvalimo, slavimo in poveličujemo. V moči svetega duha je spočela tvojega edinorojenega sina,
in v slavi devištva rodila svetu večno luč, Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi ured tudi našo hvalnico, ko zaupno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Jerneja Pirnat, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegove smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju, skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetem Nordburgo, svetim Mohorjem in Fortunatom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Tako blagodejno je vsemogočnemu Bogu reči Oče, in Jezus nam je to posebej predstavil po Deviški Materi Mariji, da bi tudi mi postali ljubljeni Božji otroci, skupaj molimo Gospoda. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj,
da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, ne bo vedno z vami. Ta mir si podelimo drug drugemu. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjema greh sveta. Blaga povabljeni na Jezusovo pustino.
Glej, devica bo spočela sina, ki bo rešil svoje ljudstvo. Molimo. Vsemogočni Bog, sveti Mihael, si poživil svojo cerkev. Naj veselo praznujemo rojstvo Device Marije, ki je upanje za vas svet in zarja odrešenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Oznanila na 23. nedeljo med letom na Mali Šmaran. Jutri v ponedeljek goduje sveti Peter Klavar, jezuit in misionar, v torek sveti Nikolaj Tolentinski, spokornik, v sredo sveti Bernard in Bonaventura redovnika, v četrtek je god Marijinega imena, v petek goduje sveta Notburga, devica, dekla, so zavetnica naše cerkve. V soboto je praznik povišenja svetega križa, naslednja nedelja je 24. med letom, goduje žalostna Mati Božja. Jutri v ponedeljek, 9. septembra, imamo zvečer ob 20. srečanje sodelavce župnijske Karitas, lepo povabljeni. Potem seveda povabljeni tudi starši, družine z otroci, da se vpišete v pisni list, ko se srečamo, družina pred katehetskim letom. Tukaj naj poudarim, kako je pomembno, bodi si starši, stari starši, botri in drugi, da spodbujamo otroke tudi, da spoznajo Jezusa Kristusa, da usvojijo njegovo besedo in jo seveda potem prenesejo v življenje. Potem v soboto 14. septembra bo kot vsako leto molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah. Iz naše župnije pelje avtobus in sicer bo pobral na Rodici, tukaj na tej strani, kjer je železniška postaja, ob 8. uri zjutraj. Prav je, da mi poveste, da jaz tudi rezerviram mesta. Cena prevoza za Nabrezje je 10 evrov. Potem, kdor bi šel z osebnim avtomobilom, pa je maša oziroma molitvena ura na Brezjah ob 9, potem sveta maša pa ob 10:30. Potem naši mladi, kot sem že omenil, se pripravljajo za srečanje mladih v Stični in sicer soboto 21. septembra ob 9. se začne pod geslom Zakaj on? Zdaj, kako bodo šli zaradi prevozov, potem tudi vstopnic, tako se obrnite na Nežo Pogačar oziroma Roka Ladič, tako da se boste dogovorili, kako boste potem šli ali s skupnim prevozom. Seveda, če bomo šli s skupnim prevozom, moramo to tudi prej javiti župniku na Brdo. Potem s kateheti se srečamo v soboto 14. septembra ob 19:45 po sveti maši. Prihodno nedeljo bodo darove, ki jih bomo oddali, namenjeni za izobraževanje oziroma škofove zavode. Potem še zvedeli smo, da je Bog poklical k sebi Anžin Frančiško v 102. letu starosti. Sedaj je živela v Avstraliji, v Melbourneu. 7. dan zanja bomo darovali ob 10. prihodno nedeljo. Tudi vemo, da je bila zelo povezana z župnijo, celo rojena je bila v hiši Pirnatovih, kjer je sedaj župnijski dom. Tako je vedno tudi spraševala in se zanimala, tudi obiskala pred leti tukaj naš kraj, tako da smo z njo tudi povezani, pa bomo sedaj skupaj za njeno dušo in pokoj skupaj zmolili Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas zlega. Gospoda je večni mir in pokoj, naj počiva v miru. Potem pa še zahvala, pohvala romarjem k sveti Nordburgi, ki se zdaj že kar leta odzovete na to, da poromate.
in se posebej priporočite prav tej ženi, ki je neutrudno služila. Predvsem tukaj so pobudniki člani turističnega društva Jarše Rodice, potem folklorno društvo Domžale, z gospodom Hribovškom tudi, pa drugimi, ki to spodbudite in se zato dogovorite. Potem seveda tudi naši pevci, letos smo imeli mlade priložnost slišati pri petju, pa seveda nekaj ljudskega tudi skupaj z organistom, potem ministrantom, pa mežnarjem in vsem ostalim, ki so nekako pripomogli, da bi res ta bogata tradicija romanja tukaj v Jaršah oziroma Grobljah se nadaljevala. Tako vam želim res obilo milosti. Sedaj po maši se še srečate, potem tukaj malo pred cerkvijo, potem pa v kulturnem domu, tako da res vsem želim blagoslovljeno srečanje in seveda tudi ostali povabljeni, da se pridružite. Sedaj pa naj nas vse skupaj na Marijin praznik, mali šmaren, spremlja poseben Marijin blagoslov. Morda bi še gospod Hribovšek kakšno besedo rekel, a je bilo že povedano vse? Tako da lahko kar prosimo blagoslova. Gospod z vami. Bog samogočni Oče naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Vam in vsem, ki danes praznujemo Marijino rojstvo ob godu Svete Nordburge, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru. Daj se poslovi
jih bosta pa tudi vidva to naredila, pa bomo se hrnili. A ne? Samo moš pritisniti na me, misli, da bo v strani. Iz krožnice. Hujo natisniti pa da